Po tragediji na hrvaškem otoku pa se odpira vprašanje, kako je za varnost na toboganih poskrbljeno pri nas. Na enem od ljubljanskih kopališč pravijo, da so pravila, kdaj gre otrok lahko na tobogan, jasna. Spusti so semaforizirani, dodatno jih nadzirajo tudi redarji. Lahko pa otroke, ki so še premajhni, da bi šli sami na tobogan, na lastno odgovornost spremljajo starši. Kaj pa tehnična brezhibnost, kdo jo preverja in kako pogosto? Tjaša Dogolin. Kljub nekaj grozečim oblakom so zgodaj popoldne številni uživali na kopališčih. Obiskovalci ljubljanskega Atlantisa, kjer za varnost dnevno skrbi 5 reševalcev, se lahko spustijo po enem zunanjem in 2 notranjih toboganih. What about the water slide? Wow, it's fantastic. Actually, 2 days ago we just passed by the area. We saw it. Then we decided we need to come back again. Is it fast enough? Yeah. Kdo sme nanje in kdo ne, jih opominjajo opozorilne table. Na nekaterih toboganih mlajši od 6 let ne smejo iti, na nekaterih pa mlajši od 10 let. Razen v spremstvu staršev in na njihovo lastno odgovornost, dodaja Tešič. Vendar jih mi pri tem probamo nekako opozoriti, da vseeno mlajši od 3-4 let saj naj ne bi šli po toboganih zaradi njihove varnosti. Pa vas bolj upoštevajo vaš nasvet? Včasih ja, včasih pa tudi ne. Da se vodne radosti ne bi končale z modricami ali hujšimi poškodbami, so tobogani opremljeni s senzorji in semaforji. Čakamo zelena, evo. Med počitnicami in vikendi za varnost dodatno skrbi redar, sicer pa nad dogajanjem ves čas bdi reševalec v nadzorni sobi. Imamo pokrit vstop pod tobogan in iztek iz tobogana. Če nekdo se spusti čez rdečo luč, je sistem narejen tako, da nam tudi tukaj začne piskati in nas opozori na nepravilnosti. Kaj pa tehnična brezhibnost? V inštitutu, kjer stanje toboganov preverjajo pred prvo uporabo in v glavnih letnih pregledih poudarjajo, da imajo upravljavci veliko odgovornost pri zagotavljanju varnosti. Morajo izvajati redne dnevne vizualne kontrole z usposobljenim osebjem ter izvajati vzdrževanja, ki so predpisana skladno z dokumentacijo, katero prejmejo strani dobavitelja oziroma proizvajalca. Redno se pregledujejo vsakodnevno, če delujejo semafori, senzori za semaforje in seveda, če ni kakšnih poškodb na toboganu. Sicer pa je hujših nesreč na vodnih toboganih pri nas k sreči malo. Najpogosteje vzrok zanje neupoštevanje varnostnih navodil obiskovalcev. Pred 3 leti si je denimo v Aqualuni v Podčetrtku 7-letnik po trku z drugimi kopalci zlomil stegnenico in čeljust, smrtna žrtev pa je bila doslej 1. Leta 2008 je po naletu na toboganu v termah 3000 v Moravskih Toplicah umrl mlad moški.